Dragi kolesarji in kolesarke, en lep živjo in dobrodošli v sezoni slovenskega pokala v spustu 20 Chocolate Downhill Cup. Lanska sezona je bila napeta in razburljiva, v seriji smo imeli 4 dirke, točke pa je osvojil 187 tekmovalcev in tekmovalk iz Hrvaške, Avstrije in seveda Slovenije. Letos ciljamo še višje. Pri Kolesarski zvezi Slovenije smo vam pripravili bogat koledar, poslavlja pa se tudi glavni pokrovitelj. Zreški junior se po 6 letih poslavlja, nadomestil pa ga bo 20 Chocolate. 20 Chocolate je slovenski proizvajalec čokolad in namazov, ki so izdelani z ekološko in etično predelanimi surovinami, vsakogar pa navdušijo s svojim bogatim okusom. Ustanovitelja sta Martina in Sebastian Kalinšek, zakaj pa sta se odločila za podporo slovenski downhill sceni, pa predajam besedo Sebastianu. Ja, v bistvu Deha pa DMX me spremljate že celo življenje. Celo osnovno šolo sem vozil DMX Race, pa DMX Freestyle, celo srednjo šolo pa faks sem vozil freestyle pa downhill. In tako mi je v bistvu zdaj še preko otrok, ker spet Ažbeja vozi isto kolo, DMX Downhill. Sem pač dobil idejo, da bi tudi podprl nekaj, tako da smo pred 2 leti začeli podpirati razvojno ekipo DMX Enduro Downhill. Letos pa, ko je odstopil v bistvu dolgoletni sponzor Downhill Cupa, smo videli pa priložnost, da gremo še korak naprej in da je zgodba še malo večja, kot je bila do zdaj. In evo, serija se od zdaj naprej imenuje 20 Chocolate Downhill Cup, njihove čokoladice pa bojo tako odlična nagrada za dober rezultat. V koledarju bo kar 6 prizorišč, od tega jih bo 5 štelo za točke slovenskega pokala. Pa če gremo kar po vrst, začnemo 25. marca na Golovcu, kjer se odvija promocijski dan spusta Downhill Golovec for Fun. 30. aprila se po letu 2006 vrača legendarni Downhill Kamnik. 1. julija se premierno odvije Downhill Peca in bo štela tako za točke slovenskega kot avstrijskega pokala. In nato 9. julij se na Soriški planini odvija bitka za naslove državnih prvakov. 24. septembra bo na sporedu Downhill Sleme nad Zagrebom in nato še za konec 8. oktober bo v Robidišču nova proga, ki jo bo pripravil Luka Brginc. To je v osnovi to. Zdaj pa predlagam, da gremo kar na intervju z lanskim pokalnim zmagovalcem med moškimi člani, Janom Cimpermanom. Pejmo! Jan, živjo! Živijo. Dejva zdaj kar začeti. V glavnem, že nekaj let si na vrhu slovenske downhill scene in tale skupna zmaga se ti je za las izmuzana. Daj mi povej, koliko je fajn, kaj jo enkrat dejansko dobiš. Čutek je res dober. Zdaj par preteklih sezon nazaj sem imel kar nekaj smole, dosti poškodb. Tako da končno se mi je vse skupaj poklopil, da sem se stavil na tako dobro sezono. Odlično. Zdaj, če si lih pri sezoni, kako bi opisal svojo lansko sezono? Lanska sezona v bistvu je bila kar uspešna. Prvič v svoji karieri sem začel trenirati z osebnim trenerjem fizične pripravljenosti. Kar mislim, da se je na koncu kar obrestovalo, malo več sem bil na kolesu, je bilo kar uspešno. Odlično. In zdaj, če bi nekako, kako so potekale tvoje priprave čez? Ja, letošnje priprave čez zimo, isto naprej po planu z trenerjem. Zaenkrat gre tudi vse tako more. Kar je pa priprav na kolesu, smo pa tudi za reprezentanco že bili v finale Ligure, San Remo. Pa tudi tako sem rekel, čim več probamo biti na kolesu. Tako da zaenkrat kar ok, dan smo dobili na motorju, tako da roke bolijo. Ja, v bistvu komaj čakam, da gremo na Lošinj, pa da upam, da bo lepo vreme. Odlično. Kaj pričakuješ od letošnje sezone? Od letošnje sezone v bistvu pričakujem, da bom odvozil celo sezono. Se pravi slovenski pokal, mislim, da je nekih 5 tekem. AXS pokal, da bo brzina, da kak dober rezultat naredim, pa da ne bo poškodb. A bi si upal omeniti, kakšen rezultat hočeš? V bistvu, ja, za začetek sem si dal tak cilj nekak za evropski pokal, top 10, top 5 bi bilo zelo lušen, ampak pustimo. Presenete, ne? Katera proga, kjere dirke v slovenskem pokalu so najbolj veseliš? Mogoče Peca, no. Se mi zdi, da je teren zelo dober, sicer še ne poznam toliko proge, ampak bi znala biti ok. Lanske sezone recimo pa lahko rečem, da je bilo zelo všeč Downhill Zagreb, Sleme. Ja, naravna, old school, prava. Tako da tja, se veselim, da sem vrnil. Okay. Kjer se pa najmanj veseliš v slovenskem pokalu? V bistvu ne bom specifično, da nekako organizator jezen, drugače pa manj podpiram te enduro dirke, se pravi bolj šprinterske, manj tehnične, ko treba veliko pedalirati, pa v tem stilu. Odlično, dobro si to povedal. Zdaj mi pa povej še, kdo ti zna biti največji konkurent letos? Ja, mislim, da je kar nekaj hitrih fantov, ko so že v preteklih sezonih pokazali, tako da pustimo se presenetiti.
A ti je mogoče čez cajt, takole, jaz se spomnim še, ker sem jaz malo bolj aktivno tekmoval, si bil že ti, sva se skup vozila gor. Ja. Kako vzdržuješ to motivacijo vsa ta leta? Pa ja, motivacija je že vmes malo padla med korono. Takrat sem res začel fizične priprave, vedno sem vedel, da mi manjka kondicija, moč za dirke. Vedno sem imel problem, da nisem zdržal cele proge. Pa sem res čez zimo na polno treniral. Pa sem kar začel odpovedovati tekme, pa sem nekaj izgubil motivacijo, tudi kolo skoraj več ali manj parkiral za 2 leta v garažo. Pa v bistvu mogoče je bil tudi ta razlog, da se je malo motivacija nazaj dvignala. Probam čim več biti na kolesu, pa se motivirati. Še zadnje sporočilo tvojim fanom, Jan. Pejte na kolo, uživite v vožnji, nastavite klike, malo se igrajte, pa se vidimo. Jan, najlepša hvala za tvoj čas in srečno letos na dirkah. Vam, dragi moji, pa upam, da mi je bilo tole všeč v prvi epizodi. Za vse ostale informacije pejte na našo spletno stran. Spremljajte pa tudi YouTube kanal Slovenske kolesarske zveze, ker bomo objavili še veliko dobrih videov. Naslednji intervju bo že z Moniko Hrastnik, tako da stay tuned. Vidimo!